takoj. Polona, dober dan. Kako ste? Jaz se počutim v tem trenutku posebno, ne, se počutim dobro. Zelo me veseli, da se vidimo po dolgem času in prosim, tukaj sem, si želite kaj od meni, lahko... Spet vas bomo malo spraševali, pa snemali. Ja, dobro. Gospod Zdravko Caharija, po domače Bavčev. Da, tako. Stojiva pred vašo rojstno hišo v Nabrežini. A lahko poveste na kratko vašo življenjsko zgodbo? Jaz sem rojen tu v tejle hiši 1928. 4. januarja. Tu sem rojen in tudi celo življenje sem naredil v tej hiši. Naša hiša po domače, naši družini jo kličijo Babčevi, tako po domače. In tako par besedah vam rečem, da mi smo se ukvarjali, smo imeli malo kmetijo in plus smo imeli tudi na morju ribolov, smo imeli moj oče, moj nono in tudi jaz. V tistih časih sem bil otrok in od otroka gor sem moral zmeraj pomagati tam le staršem, ali so rabili eno, so rabili drugo, sem moral pomagati, ker so imeli potrebo tega fantiča, ne. In tako, živinco smo imeli, 2 živinci v mojem življenju in celo življenje lahko potrdim, da sem se ukvarjal in sem se navezal tudi tejle hiše. Medtem, ko so prišle moje leta, da sem opustil Primorje in sem opustil na splošno vse, da mi je prišla tale dobra misel, da sem organiziral na mojem postrešju tako eno majhno zbirko, majhen muzejček od tega našega ribolova ali pa tudi na splošno od naših ribičev, da prikažem življenje in tako, ne. In sem se malo potrudil in sem imel še precej zadoščenja, da sem to stvar prikazal, kako se je v tistih časih živelo in tudi potrudilo za preživetje, ne, ker so bili čisto drugačni časi kot danes, ne. Pa vi ste se ukvarjali tudi z vinogradništvom? Kako da ne, zelo smo polagali važnost naša vas, ali posebno ribiči so imeli tudi vinograd ob našem obalnem pasu, da so predelovali nekaj vina, to je bilo pomoč za preživetje in tisto le naše grozdje, tisto naše vino je bilo v tistih časih zelo cenjeno, ker tale naša obala, tale naš pas je izpostavljen celo leto soncu. In zato trta in vino prije kakovostno, ne ven, ne. In tudi jaz sem imel 2 sestri in tako naša družina je bila sestavljena, mama, oče, nona, 2 sestri in jaz. In tako, da smo vsi bili zaposleni v temle našem delovanju, ne, kar se tiče kmetijsko ali pa ribištvo dole ob morju, ne. Tako, da smo preživeli. Se upa. To bi bilo pa že malo preveč, da bi čez let šla. Ne vem, kako bo. Ja, bomo videli mogoče. Včasih verjetno tudi takim korakom. To je ta razgledna točka. Zdaj smo tukaj nad Nabrežinskim bregom, kjer so stali opazovalci, ki so gledali, kako prihajajo tune, jate tunov, ki so jih tukaj lovili na poseben način, tako da so jih zapirali z mrežami. Ja, tako, tale stvar se je dogajala do 56. leta 1956. Potem so tale ribolov ob obali je bil prekinjen, radi ker z drugih stvari, ker ni bilo možno biti ob obali. So pa lovili tune, kakor jih še danes lovijo na odprtem morju, brez tekle opazovalcev, brez te vlekačev in tako, kakor se je takrat v tistih časih tale stvar vršila, ne.
sedaj stojimo na točki, kjer je stal glavni opazovalec, ki ste mu rekli srednik. Na desni strani je stal desni opazovalec, na levi pa levi opazovalec. Kaj pa je bila sploh naloga opazovalcev pri tunolovu? Je bila važna vloga, oni so imeli glavno vlogo pri opazovanju, ker oni so bili nalašč zato postavljeni na tej vzvišeni točki, izvidniški točki, da cel dan, če je bil dan primeren, da oni opazujejo stalno na morje, kdaj bo se kakšna jata tunov prikazala. In v tistem momentu, ko se prikaže jata tunov ali na levi strani ali na desni strani, to so morali hitro sporočiti temu sredniku, ki je bil glavni opazovalec, in srednik je podal naprej tole znake, tole povelje s kričanjem, kričanje je bilo poseben način kričanja, da je ta barka tole stvar zaključila, obkrožila tole jato, potem, ko je bilo sigurno vse, so bili tile vaščani pomagači, kopalci ali slučajni tisti, in so tole stvar ogromno mrežo povlekli na suho. Potem, ker je bila vse zadeva končana, ribe pospravljene in počiščene, so razdelili, zavlekače so razdelili svoj trud, ribiči in tudi tile opazovalci so imeli pa druga pogoje z gospodarjem, in tako, da so bili vsi zadovoljni. Vsak je dobil delež v ribi. Seveda, v ribi. Tale poveljnik barke je imel en velik nož in s temle nože je on sekal približno, koliko vlekačev je bilo, ali 20 ali 30 možov in pomagačev. In tale glavni poveljnik tale barke je moral razdeliti 3 ali 4 ribe, koliko je bilo lova, je odvisilo od lova, da vsakmi svoje plačilo, svoje zadoščenje. Kako pa ste rekli te barki, s katero so lovili? Tonara se je klicala barka. Tonara je bila samo za tale ribolov tuna. V katerih mesecih ste pa lovili? To se je začelo poleti jula meseca, se mi zdi, jula, avgust je šel naprej september. Tile 3 meseci so bili primerni za tole ribo, zato ker tale riba v tistih mesecih je prihajala malo v tale naš zaliv, Tržaški zaliv, severni Jadran, in je dobila drugo vodo, se je nahajala v enem drugem ambientu, kot dole v južnem Jadranu, in je imela navado, da v tistem letnem času, da obkroži tale naš Tržaški zaliv. Vreme se je pa zdaj zelo spremenilo od prejšnjič, ko smo bili že toplo. Saj smo stalno to pričakovali. Moment je, da pride malo poletja in... Zdravko, Prosim. res so zanimivi ti čevlji. Ja, seveda, tu je ena lepa točka, zelo primerna za kopanje in tako. Pa vidim, da je veliko kopalcev, da je v fazi. Tam je tisne začetek tega. Zdaj smo se spustili iz Kraškega roba, kjer so bili opazovalci tun, v zaliv, kjer so tune lovili. In temu zalivu domačini pravite pri čupah. Zakaj pa pri čupah? Pri čupah zato, ker v tistih časih prejšnja generacija niso imeli drugih čolnov, so uporabili tale čupe, ki so bile izdelane samo iz enega hloda. Tele hlode so dobili gor na Postovinskem in portičev ni bilo, in tele čupe vsaki večer ribiči so morali povleči na suho in zjutraj spet dati vodo, in so takile fasali bili, vsaki gospodar je imel svoj fasal, da je tole čupo hranil, in tako. In prav na tem mestu, kjer smo zdaj, so bili fasali? Ja, seveda, tu v naši bližini se vidi še neke ostanke nekega fasala, tudi od tega ribiča, grudna, medtem so še drugi fasali, bolj naprej so bili 4 ali 5 fasalov je bilo za moje čase, takrat. In tako, so bili primorani, da se poslužujejo
tehle park, tako iz tega debla, čupa. Kakšne ribe pa ste lovili s čupami? S čupami smo lovili na splošno skoraj vse ribe, bi rekel. Samo čupe so bile v tistih časih. Vaša družina je imela pa čupo Marijo. Ja. Kdo jo je pa naredil? Kdo je izdelal to čupo? Tole našo čupo Marijo jo je izdelal moj nono in moj oče v tistih časih. Ne. Bi bilo 1890 in še nekaj let. Tako da v tem trenutku bi imela 100 let. Ne. In smo jo uporabili 2 generaciji, 3 generacije smo tole čupo uporabili. Ne. V tem momentu tole čupa še obstoja in se nahaja v Etnografskem muzeju v Ljubljani. V Etnografski muzej je šla leta 47. 47. leta, ja, je šla takrat. Prilika je bila, mi smo dali proč tole čupo, ker časi so se spreminjali in smo si pripravili druge barke, bolj tako pripravne, bolj lahke za tale priobalni ribolov. In ob tej priložnosti vas že zdaj povabim na stalno razstavo Slovenskega etnografskega muzeja, kjer si boste lahko ogledali vašo čupo Marijo. Hvala lepa za vabilo, zelo sem zadovoljen, da po tolikih letih spet objamem tole našo čupo. Ne? Zadovoljen sem, hvala lepa.